Ola, dober dan v novi epizodi. Evo, danes malo drugačen setup, ker mi je ta bolj komod. V glavnem, kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati eno novo ugotovitev deliti z vami. Samo da bi imeli čim več razlogov, zakaj se povezati med sabo. In da bi prepoznali, kakšna moč stoji v tem, da se mi povezujemo. In bom zdaj dal en primer, ki mi je prišel v glavo. Pred kratkim, oziroma nekaj cajta nazaj, sem naredil video o realnosti rasizma, kjer sem nekako hotel pokazati, da močen človek nima problema s priznavanjem, da je nekdo boljši od njega. In to je bil nekako namen tistega videa. In pokazati, zakaj se v bistvu rasizem sploh nadaljuje. Da se nadaljuje samo zaradi tega, ker si tisti, ki je drugi, ni sposoben priznati, da je drugi, ker je prešibek, da bi si to priznal. In potem iz tega občutka nevrednosti skuša dokazati, da je vreden in zato tekmuje, kljub temu, da je drugi, še zmeri za prvo mesto, medtem komu pripada drugo mesto. In če hočeš pač razumeti, kaj sem hotel razložiti s tem, in malo bolj nadaljše, zato da dojameš, da dobiš celo sliko, si poglej prejšnji video, oziroma prejšnji od tega. To pomeni 2 meseca nazaj, mislim, da je prišel, se kliče realnost rasizma. V glavnem, hotel sem dopolniti ten video kot dodatek k tistemu, da bi pač ljudem bilo čim bolj jasno, zakaj je združevanje, svetovno združevanje najpomembnejša stvar, v katero se moramo usmeriti. In kdo je v bistvu v tej bitki, kdo bo združil svet, že zmagal. In zakaj lahko to sprejmemo kot nekaj, ne kot poraz, ampak kot vzor. Bom dal primer. Naprimer, eni ljudje v tem evropskem civiliziranem svetu si mislijo, da je naprimer arijska rasa bila ful inteligentna rasa, oziroma da so to ful inteligentni in razviti nad ljudje nekako, ne. In belec je mentalno res najbolj razvit človek na svetu. Zato, ker je večino njegovega fokusa, večino njegovega usmerjanja, njegove življenjske sile zaradi neutelešenja, zaradi integrirane disociacije, zaradi tega, ker nima integriranih, zato ker se ni soočil s svojimi strahovi v telesu, v svojem nevrološkem sistemu, pretežno živi v glavi. In zato je ful močno razvil mentalni svet. In v glavnem človek, ki je razvil ful močno mentalni svet, kot so to naprimer belci, so ful dobri za ustvarjanje nekih sistemov, zato je tudi tak človek ustvaril civiliziran sistem. In tak človek, če pogledaš, je pretežno usmerjen v ustvarjanje torej nekih sistemov, neke tehnologije. In tak človek je razvil najboljšo tehnologijo na svetu. In pol jaz naprimer pogledam zgodbo naprimer arijske rase, ne, češ torej, da je belec, oziroma to je ena od podskupin belcev, ampak nekako predstavlja belce, ker belci delujemo na tak način. Smo pretežno mentalni ljudje. Samo če pogledaš, naprimer Jeff Bezos, Amazon, ne, največji trg na svetu, belec. Če pogledaš, naprimer Tesla, torej Elon Musk, ne, belec. Če pogledaš Facebook, Zuckerberg, belec, ne, pač belci so najbolj tehnološko razviti ljudje. In torej, če pogledaš, kaj se je zgodilo, torej, skozi zgodovino, belec, kot naprimer, gremo samo za primer, arijska rasa,
Naprimer, štartali so s full casha, imeli so denar, imeli so full razvit mentalni svet. Eni bojo celo rekli, da so to bili nadrasa, superiorna rasa. In torej s tem, da so imeli denar in da so bili mentalno full inteligentni, so torej vse to, ves ta potencial, cash in svojo inteligenco usmerili v kaj? V to, da so ustvarili tehnologijo, vojno industrijo. Za kaj? Za pobijanje ljudi. Za pobijanje ljudi. Ustvarili so vojno, zdominirali so si druge ljudi in torej prinesli v svet, ki je že tako lačen po temu, po preživetju in po ljubezni in po mehkobi in po čutenju, so prinesli še več destrukcije in razločevanja. In potem pogledaš na drugi strani, ne? Zato ker jaz sem v tistem videu, ki sem vam prej povedal, realnost rasizma, naprimer izpostavil, da so črnci superiorni ljudje, superiorna rasa. Ampak jaz ne govorim rado o rasah, ker reči superioren je po eni strani istočasno, kot da rečeš inferioren, torej še zmeri se greš rasizem in povzdiguješ nekoga nad nekoga drugega in jaz si tega ne želim. Ampak sem samo pač na hitro po domače hotel povedati, da realno so superiorni, zato ker črnci. Zakaj? Zaradi tega, ker gremo zdaj pogled pa njihovo zgodbo. Ne? Torej, naprimer, kaj je Belec prinesel v ta svet? Belec je prinesel skozi mentalno inteligenco in skozi denar, je prinesel kaj? Tehnologijo. Ampak kaj je s to tehnologijo naredil? Mi nismo zdaj razrešen svet. Mi živimo torej v belskem, mentalnem, sistemskem, tehnološkem razvitem svetu, kjer imamo tak porast v avtoimunskih boleznih in samomorih, da to ni bilo še videno v zgodovini. Pač grozno je realno, kaos je totalen. Na površju zgleda kao materialni luksus, znotraj pa vsak človek trpi za popizditi. In to je prinesel beli človek, ne? In pol pogledaš na drugi strani, naprimer, črnce, zakaj si mislim, da so top. Ker pol na drugi strani imaš pa črnce in sploh te, naprimer, Black Americans, ne? Te črnci Američani, ne? Oziroma temnopolti Američani. Zakaj si mislim, da so oni top, če pogledaš? Oni so pa, naprimer, startali iz revščine, iz nekega getota. Niso bili mentalno tako razviti, kot so bili belci. Ne? Naprimer, po unih standardih belcev so bili Afričani in črnci in te drugi nerazviti kao ljudje, ker niso bili mentalni, so bili glupi. A v bistvu bolj utelešeni ljudje, so živeli bolj utelešeno, telesno inteligenco. Ne toliko mentalno, ampak telesno inteligenco. In v glavnem, torej, kaj so oni s tem dosegli, če pogledaš? Belec je dosegel destrukcijo z mentalno inteligenco. In kaj je pa črnc dosegel z telesno inteligenco, v kateri pretežno živi, ker ima več utelešenja, ker je bolj soočen s strahovi v življenju, ker je bolj prizemljen. Kaj je črnc dosegel s tem? Čeprav je štartal v revščini, torej mu ni bilo nudeno to bogatstvo, ki ga je imel, naprimer, arijska rasa, naprimer, ali pa belci, ki so pokradli cel svet. Ne? Čeprav mu je bilo nudena revščina črncu, je iste revščine z telesno inteligenco kaj naredil? Ker je to tako privlačno, utelešenje, pomeni, da v tebi prebiva več življenjske sile, to pomeni utelešenje, da imaš več, da si bolj soočen v telesu strahovi, kot kdorkoli drugi. Tak človek ima več življenjske sile. Nam je življenje privlačno, tisti ljudje, ki imajo več življenja v sebi, so bolj privlačni ljudje. Zato, ker privlačnost ni vezana na fizičnost telesa, ampak na človeka, na njegov karakter. In če pogledaš, kaj so črnci dosegli, torej s telesno inteligenco in z revščino, kaj so dosegli, če pogledaš? Večji vpliv, kot so ga imeli črnci, sploh črni Američani, na svet, torej črni Američani, na svet, večji vpliv, kot so ga imeli na
svetovno kulturo, vpliv na svetovno kulturo, ga ni imel noben drugi. Noben drug človek v zgodovini ni imel večjega vpliva na svetovno kulturo, kot ga je imel črnc oziroma črni Američan. Noben človek. Vse, kar je zdaj popularnega v svetu, gremo vzeti Slovenijo, za primer, zato ker tukaj živimo in bolj vidimo stvari, ne vemo, kaj se dogaja na Kitajskem zares. Gremo pogledati, kaj je tukaj v Sloveniji. Vse, kar je popularnega v Sloveniji, je bilo na neki točki influencirano od črnca in je črnc originator, začetnik, kreator tega, kar smo mi zdaj tukaj sprejeli kot za svoje. To sem že v prejšnjem videu razložil. Naprimer, vse, kar imamo pri nas, to ni obsojanje, meni je to tako všeč, ker jaz sem v tej muziki, naprimer. Ampak gremo samo za primer vzeti. Naprimer, RTV Big Band Slovenija naj bi bil predstavnik slovenstva. Ampak kaj igrajo? Igrajo jazz. Jazz si je zmislil črni Američan. Maja Kevc, to je čisti gospel singer, R&B singer. Uroš Perić oponaša črnca Ray Charlesa, New Swing Quartet, Otto Pestner, to je gospel, to je črnska muzika. Nina Strnad, najjača slovenska pevka za moje pojme, pa je jazz, to si izmislil črnc. Pač vse, kar je najjačega na slovenski sceni, da je res uno high quality level, kar oni, ki imajo pojma, se zmeri obrnejo na, bojo rekli, da pač to je najjače in najbolj kvalitetno, najbolj inteligentno in da pač realno to si je izmislil črnc. In tudi preostali stili glasbe, rock si ni izmislil belec, rock and roll si ni izmislil belec, R&B si ni izmislil belec, blues si ni izmislil belec. To je samo muzika. Rap, naprimer v Sloveniji je rap ful popularen. Vsi te Zlatkoti, Čale Saleti in vse to, kar je repa. Drill in vsi ostali. To je vse črnc izmislil. Vsa ta hip-hop, R&B scena, to je vse črnc izmislil. In mi smo samo dali slovensko besedilo gor. To je to. Torej vse, kar je v muziki pri nas, vse, kar je tudi nekega slovenskega roka, naprimer, ali pa rock'n'rolla, bluza, to je vse ameriška muzika, to je vse črnska ameriška muzika. In tudi vse ostalo, kar je popa, je si izmislil črnc, in tudi če si ni izmislil črnc, je ameriška tuja produkcija. To ni slovenska produkcija glasbe. In potem, naprimer, če pogledamo ples, breakdance, nek freestyle dance kao in te stvari, latino plesi, swing plesi, to je vsi črnci izmislil. In v glavnem sem že izpostavil tudi nekaj imena muzičarjev, ki so res najbolj vplivni v svetu plesa, muzike in vsega ostalega, kar je popularnega, sem v prejšnjem videu že opisal. In v glavnem, kaj sem hotel povedati s tem? Hotel sem povedati, da naprimer Arijci oziroma Belci so imeli svojo mentalno inteligenco in prestiž, ki bi jo lahko uporabili za to, da bi rešili in povezali svet, ampak so prinesli več destrukcije v svet. Ker mi živimo v suženskem sistemu, kjer imamo avtoimunske bolezni in ljudje se pobijajo bolj kot še nikoli. Ne samo drugega, tudi samega sebe. Na površju zgleda kao, da imamo sistem v resnici propad. Črnc je pa torej znotraj tega belskega zjebanega sistema še zmeraj znotraj revščine bil sposoben influencirati svet tako močno, da si zdaj cel svet deli isto kulturo, če pogledaš. Naprimer, slovenska kultura, ta, ki je zdaj popularna, ne to, ki se skuša usiliti, ampak ta, ki je zdaj popularna, ne samo zdaj, ampak že leta, že v Jugoslaviji, ta kultura, to je ameriška kultura. To je ameriška kultura. To ni neka praslovenska kultura, to je ameriška kultura.
Vse, kar je zdaj popularnega, vse, na kar mladi hočejo, s čemer se ukvarjajo zdaj, je ameriška kultura. In ameriško kulturo so naredili črnci, črni Američani, Black Americans. Torej, črni Američani so zaradi tega, ker so funkcionirali ne iz mentalnega sveta kot belci, ampak iz utelešenja, skozi telesno inteligenco, torej pomeni z več življenjske sile, inteligenco, ki ni bazirana na abstraktnem svetu, ampak na življenjski sili. In so zaradi tega bili toliko bolj privlačni in so imeli torej ful močnejši influence na svet. In so torej znotraj te revščine in tega interneta, ki ga je na primer belec postavil in je samo orodje, lahko za povezovanje ali pa za zavajanje, kot veste, da je, kaj naredi črnc? Povezuje ljudi. Povezuje ljudi preko umetnosti, preko življenja, preko kulture. Cel svet je influenciran od tega. Od črnih Američanov. In zakaj? Če pogledamo globje, zakaj? Ne toliko zaradi tega, kar delajo, ampak zaradi tega, ker globoko v sebi imamo vsi radi življenje. Zato, ker smo iz življenja narejeni in po življenju hrepenimo. Nam so vsem privlačni ljudje, ki imajo več življenja v sebi. In tisti stari, iz tiste revščine takrat, črni Američani, ki so bili ful bolj utelešeni ljudje kot katerikoli dan danes, so bili ful bolj harmonični in prizemljeni ljudje, ki so bili zaradi te harmonije, soočenja s strahovi v življenju, torej bolj polni življenja in s tem bolj privlačni. In torej preprosto brez, da so kogarkoli dominirali, brez, da so se komorkoli usiljevali, samo s tem, da so bili to, kar so bili, da so izžarevali svojo življenjsko silo, s tem, ko so se ukvarjali s tem, s čemer so se ukvarjali, s to svojo kulturo, so influencirali cel svet. Črnsko-ameriška kultura je prevzela cel svet. Črnsko-ameriška kultura je prevzela cel svet. In torej, jaz se pol tukaj vprašam zmeri, torej, na eni strani imaš Arice, belce, ki so imeli keš in so razvili z mentalno inteligenco, ne z utelešenjem, ker ga nimajo, z mentalno inteligenco. So kaj razvili? Ful zajebano tehnologijo, ki je na koncu prinesla destrukcijo, in na drugi strani imaš utelešene črnske Američane, ki so iz revščine prinesli povezovanje. Torej, belci so prinesli destrukcijo, imamo dokaz v tem lifeu, noben ne more več tega zanikati. In črnci so prinesli povezovanje, brez dominacije, so prinesli svetovno povezovanje, zato ker njihova kultura živi v celem svetu, črnska ameriška kultura. In torej, kaj ti pomaga nek beli, arijski ali kakršenkoli že inženir, ki je fully mentalno inteligenten, če na koncu te inteligence nisi sposoben usmeriti v nekaj rodovitnega, v nekaj plodnega, če nisi sposoben prinesti harmonijo, ker za moje pojme je inteligenca na tem svetu, glede na to, da je vojno stanje, kdo bo to rešil, kdo je to sposoben rešiti, kdo je sposoben povezati ljudi. Za moje pojme je inteligenca tisti, ki rešuje in ki povezuje ljudi, in neinteligenca, glupost, je pa tisti, ki prinaša v že tako straumirano okolje še več destrukcije. To je zame inteligenca, to so zame standardi inteligence. Kdo združuje ljudi, je inteligenten, kdo jih razdružuje, je neinteligenten. In torej vsi tisti, ki si mislite, da so Arici, belci ali ne vem kdo, bili ful inteligentni zato ker so razvili ne vem kakšno tehnologijo, se vprašajte, kaj nam pomaga mentalna inteligenca in to, da si ful zajeban inženir, če si na koncu tako neutelešen in šibek človek, da te nek fuknjenec uporabi samo kot orodje sebi v prid.
Torej, kaj ti pomaga mentalna inteligenca in da ti lahko razviješ ne vem kako tehnologijo, če nimaš notranjega lastnega harmoničnega vodenja? Kaj ti pomaga? Če si na koncu orodje za destrukcijo. Ti ne pomaga dosti, ne? Ti ne pomaga skoraj nič. V bistvu te še zajebe. Torej, in kaj sem hotel napeljati tudi tukaj? Torej, hotel sem dokazati, da utelešenje je prava inteligenca. Prava inteligenca ni mentalna inteligenca. Prava inteligenca je utelešenje, telesna inteligenca. To je superiorna inteligenca. Inteligenca iz srca je superiorna mentalni inteligenciji. Za vse tiste, ki zmeri bubate, ne, da ljubezen ni dovolj, sploh ne veste, kaj govorite. In se ne zavedate svoje slepote. En črnc, ki nima šole in je v revščini bil vzgojen v Ameriki, je samo zaradi tega, ker ima skozi svoj sistem teče več življenjske sile, je brez dominacije povezal cel svet. Brez da je sploh ta namen imel. In na drugi strani imaš človeka, ki je brez življenjske sile, oziroma zelo malo, in je z vsem trudom in inteligenco in razkošjem, ki ga je imel, prinesel destrukcijo in razdruženje v svet. Zdaj mi pa vi povejte, kaj je superiorno tukaj. In v bistvu se sploh ne gre za vprašanje rase. Slučajno je tako, ne vem zakaj je tako, ampak ne vem zakaj je tako, da so v tem primeru naprimer črnci tisti, ki imajo več življenjske sile, ampak sploh se ne gre za raso, gre se za to, da inteligenca je tam, kjer je življenjska sila. Življenjska sila je inteligenca. Zdaj sem dal že toliko dokazov, že samo v tem videu, da so pač to bitko v tem svetu, ki je lačen po reševanju, ki hrepeni po reševanju, da so jo zmagali realno črnci. Črni Američani, črnci so zmagali bitko po tem, kdo bo združil svet. Ker mi smo, če ne drugega, združeni vsaj v eni stvari in to je v kulturi. Črnsko-ameriška kultura je influencirala in povezala cel svet. Samo zaradi tega, ker je tako privlačna, zaradi svoje življenjske sile. In to je čarovnija, to je čudež. Kakšno moč ima. Ampak v glavnem sploh ni vezano na raso, jaz nisem torej hotel tukaj spet pokazati, kako so črnci superiorni, čeprav so top in pač jebi ga, očitno pač se moramo učiti od njih in jaz se z veseljem, ker to pomeni moč, to sem hotel tudi nekako v prejšnjem videu predstaviti, da pač oni so jači, superiorni so, dokazali so se, da so, ker so povezali svet, medtem ko vsi drugi samo prinašajo propad v ta svet. Oni ga rešujejo, brez da se sploh rabijo truditi za to, ker je življenjska sila tista, ki združuje ljudi. In skozi sprejemanje življenjske sile, skozi naše telo, je torej tudi isti edini način, kako ti priješ do tega, da si cel, da si končno zdrav, harmoničen in da se lahko končno spoznaš, kdo v resnici si ti. To je tudi pot v ozdravljanje. Življenjska sila je tista, ki zdravi. In sprejemanje nje je tisto, kar zdravi. Torej, življenjska sila dobesedno sama zdravi. Življenje, Bog, nas zdravi. Vse, kar moramo narediti, je, da ga sprejmemo. Boga, življenje, življenjsko silo. Zame je to ena in ista stvar.
To se mi zdelo nekaj ful močnega in lepega za deliti z vami. Ne zato, da bi tekmovali, kdo je jači, ampak da bi vsi dojeli, da je najjača življenjska sila. In do več življenjske sile, do več življenja, življenjske energije prideš na način, da začneš pogumno slediti svoji intuiciji, temu, kar si zares želiš, globoko iz srca, in te bo avtomatsko peljalo čez strahove, katerih se zdaj oklepaš zavedno in nezavedno. In ko bo šel čez to z vero, ker nimaš pojma, kaj se bo zgodilo, boš pač riskiral to, kar moramo narediti, žrtvovati stari life, to, kar moramo narediti, zato da pridemo v novi, nepoznani. In samo od sebe, zato ker to že jaz doživljam in vsi tisti, ki so šli po tej poti, vam povem, da na drugi strani tega ni propad, čeprav imaš samo vero in ne veš, kaj se bo zgodilo, vam lahko že malo povem, čaka te harmonija. Harmonija te čaka. Ful noro. Moraš kao riskirati, če slediš svojemu srcu, se čuje nevarno, je strašno, ampak v resnici te ujame harmonija. Glej ga zlomka. Zanimivo. To je to. Črnci so zmagali, jebiga, belci si bojo mogli to priznati. Več življenjske sile imajo in inteligenca je v življenjski sili, v telesu, ki nima strahu. Tu je vsa inteligenca in tu je naša odrešitev problemov in končno svetovna povezanost. Naš mentalni svet in naša mentalna inteligenca je pa lahko samo ful dober dodatek, orodje za manifestiranje tega. Torej, gremo najprej ratati celi in potem torej s tem, da sprejmemo življenjsko silo, da ratamo celotni, harmonični ljudje in potem naš mentalni svet uporabiti, zato da zmanifestiramo fucking nebesa na zemlji. To je to. Torej, dokler mentalni svet ne bo podrejen telesu, dokler mentalna inteligenca ne bo podrejena srcu, telesni inteligenci, intuiciji, bomo prinašali v ta svet destrukcijo. In to niso samo lepe besede, zato ker tisti, ki jim je zares uspelo, so prišli do tega na ta način in jaz tudi prihajam na ta način. V harmonijo in sem prišel v harmonijo. To je edina pot. Življenje je inteligenca. S sprejemanjem življenja prideš do prave inteligence, prideš do vseh odgovorov. Ne pa s tem, da greš v šolo, ali pa da plačaš tečaj, ali pa da se piflaš neko metodo, ali pa da poslušaš nekega šarlatana, ki ponuja neke spiritualne strokovne izraze. Ali pa nekega filozofa, ali pa da bereš knjigo. To, kar tukaj govorimo v videih, vse, kar moraš vedeti za life. To je to. Upam, da sem vse povedal, v glavnem, da ne dolgo vezim, da ne delam dolgih videov, se vidimo v naslednjem videu. Upam, da se soočate s svojimi strahovi. Life je samo eden, test je. In je test tega, ali se bomo z lifeom soočili, ali pa se bomo predali strahovom.
oziroma zdaj že moram paziti, ker besede uporabljam samo zato, da me ne bi ljudje narobe razumeli. Ko rečem predati se, pomeni se soočiti. In torej zdaj sem se tukaj narobe izrazil, ko sem rekel. V glavnem, life je test, ali se bomo soočili z lifeom, ali pa bomo ostali ujeti v nesoočenju s strahom. To je to. Se bomo zanesli na vero, bomo živeli v veri in riskirali, ali se bomo delali, da vemo, in se držali nazaj, stran pred lifeom. Samo te opcije so. In kdor v tej družbi ne govori o temu, kdor ne kliče k temu, zares pojma nima in ponuja distrakcije. Tak človek nas ne more voditi. Upam, da vam bo to čim prej jasno. To je to, imejte lepe praznike, jaz sem se že nažrl, onega panetona in peciva, tako da lepo se imejte in se vidimo v naslednjem videu.